Lep pozdrav, Mojca, tudi tebi in vsem gledalkam in gledalcem, tokrat iz Izole. Poletno sceno na obali bo v teh dneh popestril Evropski rokometni festival Eurofest, tokrat že 19. po vrsti. Tokratni pokrovitelj je predsednik republike dr. Danilo Türk. 3000 športnic in športnikov je v slovensko Istro pripotovalo že v soboto. Danes pa se tukaj na Izolski lonki za mano odvija velika večerna slovesnost, na kateri se je predstavilo 130 ekip iz 12 držav Evrope in Azije. Festival športa in mladosti, kot ga poimenujejo organizatorji, je namenjen predvsem popularizaciji rokometa in druženju mladih. No, zdaj pa si poglejmo, kaj je naša kamera zabeležila pred nekaj urami na otvoritveni slovesnosti. Kaj po vašem mnenju ta festival prinaša Izoli kot mestu? Izola kot mesto prinaša radost, veselje ljudi iz drugih krajev, izmenjavo običajev, izmenjavo nova prijateljstva, nova spoznanstva. Vsekakor lahko vidimo okoli nas, kaj vse se dogaja. Kratka, življenje. In temu primerno tudi bi rekel ponaša izolsko ime v svet. No, takole so rokometni navdušenci in navdušenke preživeli dan. Kaj bodo počeli v prihodnjih dneh, pa nam bo povedal direktor festivala Eurofest, gospod Anton Barič. Lep dober večer. Dober večer. Torej, za nami je ena lepših prireditev, torej otvoritvena slovesnost Eurofesta. Sami ste bili priča tem vulkanu mladosti. Torej, jaz mislim, da je to ena najlepših športnih prireditev v Sloveniji. So mladi, ki pridejo v Izolo, promotorji slovenskega turizma. So tisti, ki širijo dober glas v druge države. Glejte, mislim, da je Eurofest ena res največjih prireditev v Sloveniji, sploh kar se tiče promocije. Ker vsi ti mladi, letos sicer jih je še manj, lansko leto smo imeli 174 ekip, ker je bilo več kot 3500 udeležencev, se tukaj res toliko dobro počutijo, ker vemo, da je naša slovenska obala prekrasna, enkraten ambient, torej dobra kombinacija športa in turizma. No, naslednje leto festival praznuje drugo desetletje, nekakšno obletnico. Kaj morda pripravljate za drugo leto? Torej, moram biti kar previden v napovedih. Želimo si res veliko, ker za nas 20. obletnica pomeni izredno veliko, ker nismo sami niti pričakovali, da bomo jo dočakali. Nažalost je pa taka huda kriza, da ne upamo napovedati, torej pravim, želimo si veliko, ampak vse je odvisno od finančnih zmožnosti. No, najlepša hvala za tale pogovor. Tole je bilo iz naše strani iz Izole vse. Lep pozdrav, Mojca, tebi nazaj v studio.